Spoštovane dijakinje in dijaki, ravnatelj Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, gospod Andrej Rutar in zaposleni na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina. Dobrodošli na zaključni prireditvi Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, ki jo letos obdaja prav poseben čar. Praznujemo namreč 70. obletnico delovanja, ki so jo zaznamovali številni svečani in v javnosti odmevni dogodki. V preteklih mesecih smo svojo pripadnost šoli in zavedanje njenega pomena za širšo lokalno skupnost krepili prek 4 tematsko obarvanih okroglih miz, na katerih smo gostili nekdanje Pilonovce. Prav posebno težo tej slovesnosti pa je dala retrospektivna razstava dopolnjene zbirke vseh do sedaj izdanih šolskih glasil zbirk. Ob tem smo 55 let izhajanja glasila obogatili z letošnjo 106. številko, v kateri smo zapisali in orisali, kaj se je v tem šolskem letu dogajalo na šoli in izven nje. Obenem smo se vmes prehodili skozi čas in predstavili, kakšen pečat je pustila šola na nekaterih nekdanjih dijakih. Današnja zaključna prireditev je namenjena predvsem pregledu najvidnejših in najuspešnejših dosežkov iztekajočega se šolskega leta. Prek kritičnega vrednotenja preteklosti lahko gradimo trdno sedanjost in polagamo temelje uspešni prihodnosti. Ponosni smo na prehojeno pot in zdaj smelo, polni zagona ter optimizma zremo v prihodnost. Da je slednja svetla in uspešna, je prepričan tudi ravnatelj naše šole. Na oder vabim gospoda Andreja Rutarja, da nas svojimi besedami pospremi v zaključne tedne tega jubilejnega leta. Dragi dijaki, zaposleni in drugi vabljeni, lepo pozdravljeni. Letošnje leto je za Srednjo šolo Veno Pilon Ajdovščina posebno. Praznujemo namreč 70. obletnico obstoja naše šole. Tovrstni mejniki so priložnost za pogled v preteklost, ovrednotenje sedanjosti in načrtovanje prihodnosti. Šola se je vedno znala prilagajati potrebam časa in gospodarstva. V vsem tem času so se dijaki izobraževali za različne poklice. Na šoli so se izvajali različni vzgojno-izobraževalni programi. Nekdani dijaki so uspehe že dosegli v lokalnem, državnem in mednarodnem okolju. O tem in še marsičem so spregovorili na 4 tematskih okroglih mizah, s katerimi smo obeležili letošnje praznovanje. Srečali smo se s Pilonovci, ki so danes uspešni na področju zdravstva in športa, literature in umetnosti, glasbe in likovnega ustvarjanja, v znanosti in gospodarstvu. Ob vsem tem pa ostajajo srčni in vedoželjni. Seveda za omenjeno ni zadolžena in odgovorna le šola, prav pa je, da se tudi v šoli zavedamo pomena vzgoje za vrednote in družbeno odgovornost. Zelo sem vesel, ker tudi danes med dijaki opažam odgovornost in skrb za prihodnost. Verjamem, da k temu stremimo tudi kot šola. Ves čas svojega delovanja pomembno doprinašamo k razvoju občine in kakovosti bivanja v njej. V zadnjem času tudi na področju energije in kakovostne prehrane. V znak dobrega dela in sodelovanja smo letos prejeli tudi jubilejno priznanje župana občine Ajdovščine. Temelj našega delovanja pa je gotovo zagotavljanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa. Pri izvajanju pedagoškega dela skrbimo, da smo zaposleni nenehno v stiku z razvojnimi državnimi projekti, spodbujamo vrednotenje lastnega dela, kolegialne hospitacije, dodatna usposabljanja, vse z namenom, da vam bo ponujeno le najboljše. Svoje znanje in veščine krepijo in nadgrajujejo tudi tehnične službe ter tako zagotavljajo podporo na visokem nivoju. Da delamo prav in da ste naši dijaki uspešni, potrjujejo rezultati nacionalnih preverjanj znanja in povratne informacije, ki jih pridobivamo strani Ministrstva za šolstvo in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. V marsikaterem primeru nas namreč postavljajo za zgled na nacionalnem nivoju, a merljivi uspehi niso vse. Kar tudi šteje so veščine, ki se razvijajo ob šolanju, ustvarjalnost, kritičnost, vztrajnost in druge.
Ob skoraj iztekajočem se šolskem letu bi se rad zahvalil vsem dijakinjam in dijakom, ki vsakič znova bogatite našo šolo s svojo izjemnostjo in iznajdljivostjo. Rad pa bi pohvalil vse, ki ste izstopili iz povprečja in dosegli vidne uspehe na državnih tekmovanjih. Vsem vam danes še posebej čestitam. Verjamem, da bo prihodnost naše šole svetla in bomo skupaj dosegli še veliko. Hvala gospodu ravnatelju za uvodne besede. Tudi letos smo zakladnico šolskih uspehov obogatili številnimi dosežki. Tokrat jih bomo predstavili nekoliko drugače. Bolj sproščeno, predvsem pa v slogu medijsko prepoznavnih oddaj. Slednje namreč pogosto oblikujejo naše dojemanje stvarnosti. Ustvarjajo norme, vrednote in prepričanja, ter tako hote in nehote, ustrezno in manj ustrezno, všečno in manj všečno odzvanjajo v življenju posameznika. Maša, začnemo? Začnimo. Drage gledalke in cenjeni gledalci, dobrodošli v oddaji jubilejne 70. sezone Srednja šola Veno Pilon ima talent! Nastope bo komentirala naša strokovna žirija, pa jih spoznajmo. Žirantka z zaostrenim očesom in ušesom, ki rada pohvali, kar je dobro, Metka Kolec! Vedno nasmejan in poln optimizma, ceni trud in pogum tekmovalcev, to je naš Igor Stevan! Vedno gani na čudovitih nastopih, ob katerih se vsrne tudi kakšna solza, Laura Bratašević! In še predsednik današnje žirije, odločen, a mehkega srca, Andrej Rutaj! Žirantje, pozdravljeni, a se veselite vseh talentov, ki jih bomo danes videli? Ja, komaj čakamo, da se vse skupaj začne in da vidimo, kaj so nam pripravili. Bo kar začnemo, mi čakam, seveda. Ja nič, poglejmo, kdo se bo pogumil prvi. Žirija, da. Zdravljen? Laura, kaj je bil pa ta poseben pozdrav? Ne vem. Kdo si in s čim se nam boš predstavil? Sem Lil Prešeren in danes vam predstavim s repanjem, ki sem ga napisal posebno za vas. Lahko izvemo, zakaj si izpostavil Lauro? Vse v svojem času. Izvoli, oder je tvoj. Lepe so žirantke slovele, a lepše od Laure bilo ni nobene, če bilo bolj zaželene. Naši oddaji dekleta ne žele, vsaka žirantka vštima se zna, najlepši nasmešek pa Laura ima. Plesalce pohvalijo pevcih zaječe, z vsakogar najde spodbudno pohvalo. Dodnevna vtike za pesniti dal, ko rosa obarvano lice prezalo, ko Laura posluša te verze moje, vesel bom dosegli moje srce. Duhovita interpretacija Prešerna, odlično, da si upošteval metrično shemo pohodnega moža. Imaš kar moj tak. Hvala lepo. Mene zanima, kako se počutijo vse Urške v dvorani, ki si jim odzel naziv najlepše in ga nadel Lauri. Ja, jaz mislim, da Urške ne bojo užaljene ob tako dobrem nastopu.
Meni je bilo super, sem užival v tvojem repanju. Jaz nisem ne Laura in ne Urška in imaš moj da. Hvala. Ja, me pa zanima, kakšen bo imela komentar Laura na tvoj nastop. Ja. Mislim, nisi me pustil ravnodušne. Se strinjam z Metko, da si lepo ujel Prešernove amfibrahe. Nisi samo nadarjen reper, ampak tudi dober pesnik. Za povrh je bil tvoj nastop zelo simpatičen. Vsekakor imaš moj dan. Štirikrat dan greš naslednji krog. Hvala lepa, žirija. Hvala, Laura. Lep prispevek se pozdravlja. Besede niso le skupek znakov, iz katerih se rodijo pomeni, temveč veliko več. Vsaka nosi sebi lasten zven. Vsaka je prežeta z edinstveno energijo, a združene lahko zaznamujo naše življenja in spreminjajo svet. Ob branju umetnostnih besedil pred nami razprostirajo nove svetove, nas vodijo po še nepoznanih poteh in nam razkrivajo čudesa, ki jih stvarnost ne more ponuditi. Knjiga tako postane okno v prostrane poljane nedoživetega in neizrečenega. Na področju materinščine sta bili letos še posebej uspešni dve dijakini, in sicer Tinkara Dominec in Zarja Vizjak, ki sta prejeli srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje, vsaka v svoji kategoriji. Obema dijakinjama iskreno čestitamo. Buongiorno! Chi sei e qual è il tuo talento? Ich bin Jure and I speak 70 languages. Večjezičnost. Ja, kako nam boš pa pokazal svoje znanje? Izberite si jezik in jaz vam povedal, karkoli želite. No, potem pa predlagam, da pokličemo našega hišnika Jean-Pierre iz Normandije in se bosta pogovorila v francoščini. Kaj praviš? Aha, okej. No. Jean-Pierre! Kje si Jean-Pierre? J'arrive. C'est là? Ta je na mladenič. Ja. Ta. Zna francosko? Tako pravi. Vidni. Bonjour. Ja, bonjour. Ça va? Ja, Sava, Drava, Soča, Ura. Il parle. Vous travaillez? Merci, ja, trava je. Potrava je. Je ne comprends pas. Vous pouvez répéter? Répétez, oui. Non, il ne comprend rien de rien. Machetto l'idée là. Teh nekaj besed mogoče res lahko koristno uporabiš v Franciji, ampak do učinkovitega sporazumevanja ti manjka kar še nekaj korakov. Jure, ti in francoščina sta dva pojma oddaljena par svetlobnih let. Ja, meni se tudi zdi, Jure, da to je sicer malo zvenelo francosko, ampak sam zvenelo. Ja. Jaz ti svetujem, da poskusiš ponovno v naslednji oddaji. Ja. Bomo glasovali. Mene nisi prepričal in imaš moj ne, žal. Tudi mene nisi, imaš moj ne. Ne. Tudi z moje strani ne. Žal ne greš v naslednji. Lahko pa greš na tečaj. Auf Wiedersehen, goodbye, arrivederci. Čeprav je materinščina del naše biti, na poznavanje vsakega novega jezika širi obzorja in odpira vedno nove možnosti. Z
Z ozaveščanjem pomena medkulturnosti se odpiramo svetu in krepimo občutek za drugega. Sprejemanje drugih in drugačnih kultur pa nas povezuje in gradi mostove, ki so nujni za razvoj človeštva. Na področju tujih jezikov so bili uspešni naslednji dijaki. Teo Šinkovec, ki je prejel srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja angleščine za 3. letnik. Neža Velikonja Krašan, ki je opravila mednarodni izpit iz znanja francoščine na ravni A2 in B1. Neža Černigoj in Isja Vrčon, ki sta opravili mednarodni izpit iz znanja francoščine na ravni A2. Dijaki in dijakinja iskreno čestitamo. Prestopiti meje domačnosti in poznanega pomeni tudi preseči okvire osredotočenosti nase in svoja prepričanja. To vodi do spoznanja, da svet sestavljajo raznovrstne barve, ki z združevanjem in prelivanjem druge v drugo tvorijo čudovito umetnino strpnosti in spoštovanja. 47 dijakinj in dijakov programa Predšolska vzgoja je v šolskem letu 2021-2022 v okviru Erasmus Plus mobilnosti opravljalo dvotedensko praktično usposabljanje v litovskih, italijanskih, španskih in portugalskih vrtcih. Vsako skupino je na mobilnosti spremljal strokovni delavec naše šole, ki je imel možnost dijaki utrditi odnose na način, kot jih delo za šolskimi klopmi le stežka ponudi. Poleg izkušenj na strokovnem področju so tako dijake krepili tudi druge vseživljenjske veščine in spretnosti. Vsem udeležencam, ki so uspešno opravili usposabljanje v tujini, iskreno čestitamo. No, žiranti, kaj menite o nastopi, ki smo jo videli? Jaz sem se zabaval ob obeh. Ja, mene pa bo morda še to presenetil. Jaz mislim, da nas še več presenečenj čaka po oglasih. Ko se poslavlja, na šola seni, takšen, ko se še ponavlja, na šola seni, vse boje živi, ne pridobili in so dohnili. Na šola seni, vedno pisme knjige, kaj na šola sceni, pišem tistam oci na šola sceni, vedno pisme knjige, kaj na šola sceni, na šola sceni. Ave, a nas vabi na kavo v Ave? Gremo. Pa, dejtano, to je rimski pozdrav. Ave. Očitno bomo v tej sezoni videli nekaj iz področja zgodovine. Metka, to je tvoje področje. Predlagam, da kar ti prevzameš. Ja, hvala, Andrej. Se nam lahko predstaviš? Sem Anej Veliki. Moj talent je, da imam odličen spomin za zgodovinske dogodke. Zanimivo. Jaz ti povem dogodek in ti mi poveš letnico. Lahko, seveda pa zgodovina niso samo letnice. Gre za duh časa, ideje, ki so vplivali na ureditve, sisteme in vrednote družbe, v kateri živimo danes. To si pa res lepo povedal. Ja, in vsekakor drži. Začniva? Če smo že na srednja šola, Venopilon ima talent, pa se ozriva najprej v zgodovino naše šole. V katero leto segajo njeni začetki? Glede na letošnje praznovanje, seveda 70 let nazaj, v šolsko leto 1951 in 52. Malo, torej leta 57, se je gimnaziji pridružila še srednja ekonomska šola, leta 72 poklicna gradbena in leta 85 še tekstilna šola. Ja, res je. Kar nadaljujva. Ja? Kdaj se je naša šola poimenovala po ajdovskem rojaku, slikarju in grafiku Venopilon? Tukaj bo pa odgovor leto 1971. Super. Tvoje poznavanje šolske zgodovine me je zares navdušilo.
In če lahko pridodam, leta 1982 se je šola preselila v nove prostore, na današnji lokaciji. Lahko še jaz dodam eno vprašanje? Ja, seveda izvoli, samo da ne bo prelahko. Mislim, da ne bo. Ali veš, kdo vse je ravnateljeval v naši šoli? Seveda poznam ta velika imena. Leta 1969 je ravnateljica postala gospa Mira Novak, leta 1976 gospod Drago Bratina, leta 2000 gospod Alojz Likar, od leta 2014 naprej pa naš sedanji ravnatelj, gospod Andrej Rutar. No, očitno je bilo prelahko. Ja, bilo. No, na začetku si opozoril, da zgodovina niso samo letnice, kot si marsikdo zmotno predstavlja. Pa mi povej, kaj plemeniti našo šolo in kaj jo je skozi čas oblikovalo. Izobraževanje je gotovo most med preteklostjo in sedanjostjo. Na podlagi preteklih izkušenj se učimo za prihodnost, uspešni pa smo le, če iščemo nove poti, na njih rastemo in se bogatimo. Menim, da je šola usmerjena predvsem tako, da dijake usposablja v smeri vseživljenjskega učenja. Učitelj pa je ob tem v vlogi usmerjevalca učnega procesa. O, bravo, Anej, ta tvoj odgovor je bil vsebinsko res premišljen in utemeljen. Ja, res se lahko pohvališ s svojim priimkom, si res veliki. Na to sem ponosen. Karel Veliki je bil namreč cesar rimskega cesarstva, okronan leta 800. Ustanovil je dvorno šolo, na kateri so... Dobro, Anej, lahko počasi prekineš, vidimo, da obvladaš, tako da... Ja, naj z Lauro si kar prepričal, ne, Laura? Bi kdo od vaju še kaj vprašal? Jaz bi mogoče imel eno vprašanje. Glede srednje šole Veno Pilon si pač naštudira res v nulo. Tako da bi nekaj naključnega poskusila, lahko? Ja, recimo, povej mi, kdaj so bile patentirane Lego kocke? Mala malica, leta 1958. No, to je bilo pa hitro. Sam trenutek, da preverim. Neverjetno, pravilen odgovor. Znanje zgodovine je razgledanost, ta res pomemben del našega življenja in ti odlično vladaš tako lokalno kot občo zgodovino. Jaz bi kar rekla, da gre v naslednji krog, se strinjate? Seveda. No, greš v naslednji krog, čestitke, Anej. Družba je skupnost ljudi znotraj enakega ali podobnega kulturnega okolja. Čeprav je povezana, je obenem prepredena z raznovrstnimi prepričanji in idejami, pri čemer sta moč in uspešnost neke družbe odvisna od odprtosti, razumevanja in sočutja njenih deležnikov. Trdnost naše skupnosti je torej pogojena z možnostjo prepoznavanja, vrednotenja in sprejemanja drugih. Na področju družboslovja smo zabeležili naslednje uspehe. Neža Velikonja Krašan je prejemnica zlatega priznanja na državnem tekmovanju mladih zgodovinarjev. Na istem tekmovanju so bili uspešni tudi Ines Fajdiga, Rok Koren in Laura Brecelj, ki so prejeli srebrno priznanje. Neža Velikonja Krašan pa je prejela tudi srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz psihologije. Omenjenim dijakom iskreno čestitamo.
To je bilo zelo prijetno presenečenje. Lep, suveren in usklajen nastop. Čestitke. Bravo. Kdo pa sploh ste? Smo instrumentalna skupina Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina in ustvarjamo priredbe evrovizijskih pesmi. Imate kakšnega vodja, vas kdo strokovno usmerja? Ja, naša mentorica je profesorica Nataša Fratnik-Kobe, glasbenica, ki nam predaja svojo strast do glasbe in znanje, ki ga ima. Gotovo je zelo ponosna na vaš nastop, tudi trud, ki ste ga vložili van. Čudovito, jaz sem užival. Hvala. In vidite, da talent ni dovolj. Treba veliko vaje in predanosti. Vztrajnost je gotovo ena od vrlin, ki prinaša zagotovljene rezultate. Čestitke. Bomo glasovali? Da. Da. Ja. Hvala. Greste v naslednji krog. Matura bliža se, dnevi tečejo, knjige vabijo, knjige čakajo. Matura bliža se, kava pije se, naj pride že, da odrešim se. Matura bliža se, dnevi tečejo, knjige vabijo, knjige čakajo. Matura bliža se, kava pije se, naj pride že, da odrešim se. Zaupajte vase in svoje sposobnosti, želimo vam veliko uspeha. Živjo, a se nam lahko predstaviš? Živjo, ime mi je Gal, profesori pa me kličejo Vega. Svojo točko želim dokazati, da je matematika zanimiva in zabavna. Slutim, da to ni ravno magnet za punce. Zdaj ne vem, ali to govori z lastnih izkušenj. Mogoče se motiš. No. Dovolj. S čim pa nam boš to dokazal? S čim nam boš dokazal to? Predstavil vam nekaj dejstev, za katere še verjetno niste slišali. Kaj izvoli? A se lahko vsedem? O, ne, to pa ne. Naravnemu številu pravimo palindrom, če se rezultat bere z obeh strani enako. Aha, ne samo rezultat, ne? To je perica, reže, raci, rep. Ja, to je palindrom. Dobimo ga tudi, če množimo enke. Poglejte. 1 krat 1 je 1. 11 krat 11 je 121. 111 krat 111 je 12.321. Če ta rezultat preberemo z obratne strani, je prav tako 12.321. Je zanimivo. No, povej še kaj o tem. Ali veste, na koliko različnih načinov lahko premešamo standardni komplet 52 igralnih kart, da bo vrstni red pri vsakem mešanju drugačen? Gotovo veliko. Jaz bi rekla 999.999. Jaz bi rekel 5 milijonov. Dobro, ne pretiravajmo, to je ogromno. Mislim, meni se ne sanja. Ja. Toliko kombinacij. Ma, to se sploh da prebrati?
Kako si tako veliko število sploh lahko predstavljamo? Predstavljajte si, da ima vsaka zvezda v naši galaksiji bilijon planetov. Na vsakem planetu pa živi bilijon ljudi. Vsak prebivalec vsakega planeta pa ima bilijon kompletov 52 igralnih kart. Premešaj 1000-krat na sekundo. To delajo že od velikega poka, ko je nastalo vesolje. Zgodil se pred več kot 13 milijardami let. No, kombinacije kart so se šele zdaj začele ponavljati. Jaz sem bolj slovenistično usmerjena, a lahko to razložiš tudi malce bolj lavično. Preprosto je preveč načinov, da bi lahko razgrnili vse možne postavitve kombinacij, standardnega kompleta 52 igralnih kart. Ob vsakem mešanju pa je zelo verjetno, da enakega vrstnega reda ni imel še nihče do sedaj. To se pa sploh ne sliši zakomplicirano. Je pa zagotovo zanimivo. Vsekakor si dokazal, da je matematika lahko res zanimiva. Dajmo Galu en velik aplavz. Čestitam, imaš moj da. Andrej, ti praviš, da ta matematika ni magnet za punce. Jaz, če bi bil punca, bi ga povabil na zmek. Imaš moj da in se že veselim, kaj nam boš povedal v naslednjem krogu. To je bila zanimiva in poučna točka, ker si mi malce približal matematiko in imaš vsekakor tudi moj da. Če lahko prepričaš Lauro, potem imaš tudi moj da. Hvala. Imaš 4x da, brez naslednji krog. Čestitke. Hitri ritem življenja nas pogosto potiska v brezdušno okovje lastne omejenosti in zaprtosti. Zdi se, da se oddaljujemo od vsega tistega, kar nas obdaja že od samih začetkov človeštva. Ob stran porivamo naravne procese in jih nadomeščamo z umetnimi tvorbami, ki nas pogosto zadovoljujo le hipno, za kratek čas. Le zavedanje, da smo se izoblikovali in rasli skozi naravo, bo omogočilo naš nadaljnji obstoj. Na področju naravoslovja smo v letošnjem šolskem letu zabeležili naslednje uspehe. Zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike je prejela Jana Likar-Ivanov. Mojca Pegel je prejela srebrno priznanje na istem tekmovanju. Prav tako srebrn leda na matematičnem tekmovanju srednješolcev Slovenije je bil Aleksej Mavri. Na evropskem tekmovanju iz statistike na državni ravni so bile uspešne Tajda Filipič, Veronika Gorkič in Ema Gregorčič, ki so prejele zlato priznanje. Patricija Černigoj in Julija Rupnik pa sta prejemnici srebrnega priznanja na istem evropskem tekmovanju. Na državnem tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni je zlato priznanje prejela Eva Knafel. Eliza Felc pa je prejemnica srebrnega priznanja na državnem tekmovanju iz znanja biologije. Iskrene čestitke. To je udar za talente. V razpisu za pleskarje dvorane je pisalo, da se zglasite v klepih. Ne. Pridi greva, čaka, da je ogromno dela. Pridi. Vzemi tole, to, še to. Vse bošno, ne? Jaz nisem... Ja. Greva na severni strani fasade, čakaj še to. Je velika razpoka, bo šlo? Ja.
zaradi vremena, veš, sonce, dež, veter, vsakom toliko pade, pa še enkrat sonce, dež, veter. Greva, ne? Ne, greva, prizma. Miloš, vse povedal. Jaz nisem noben pleskar. Sem še neodkriti biser ajdovske srednje šole in prišel sem na talente. Ups, pardon, nisem vedel. Se upravičujem. To je bilo malce nerodno, a mi ni znan. Ne vem, odkje vam, ne? No, povej, kdo si? Moje ime je Tine in sem svobodni umetnik. Umetnost je širok pojem. Zdaj, povej, katero področje umetnosti je tvoja strast? Moj talent je hitrostno slikanje s trenutnim osebnim rekordom 10 sekund na sliko. Jaz ne verjamem, to moram videti v živo. Dobro, da vidimo, izvoli, oder je tvoj. Hvala. Publiko pa bi prosil, če mi pomaga pri odštevanju. Publika, ste pripravljeni? Ja. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jean-Pierre, kje je elektrika? Ta tehnika na džonu. Kišli. Da je pobiti. Pa človek ne more počivati, če spet elektrika. Ja, prikaj. Super. Bravo. Odlično, hvala. Bravo. Malce bolj sem obrni, prosim, da vidiva še tukaj. Ja. Mislim, neverjetno, jaz ne morem verjeti, da ti je uspelo to v tako kratkem času in še s tehničnimi težavami, Jean-Pierre, za povrh. Bravo. Ja, kapo dol, pravi majster, no? Umetnost ni ravno moja strast, vendar si me prepričal. Ja, in celo kljub mojim začetnim dvomom ti je uspelo, ne? Tako da, ali pa ne, čakaj, obrni tablo. Ti ne obrni tablo, Daj obrni tablo. Aha. Kaj pa je to? Prevarant. Ja, sej ne moramo. Ja, lej, mislim, ne vem, kaj že imate? Bomo. To res ni bilo lepo in... Ja. Ja, tudi tako se pojavijo na našem odru. Lej, to je, no. Se zgodi. Nekaj. Upamo, da bo naslednja točka. So crazy, my baby, I'm not
točka zame. Čestitke, mislim, super nastop. Če bi imela zlati gumb, bi ga zagotovo pri tej točki izkoristila. Izjemno, dovršeno, nimam besed. Bravo, bravo, bravo. Hvala. Laura je tako navdušena, da te ni uspela niti vprašati, kdo si. Se nam lahko predstaviš? Sem Zoja in že od malih let me zelo navdušuje ta ples in igra. Wow, Zoja, res, to je bilo perfektno, energija na odru, strast, odlično, res, čestitke še enkrat. Hvala. Ja, in vidi se, da je ples res tvoja strast. Rada bi videla še kakšen tvoj nastop. A bi glasovali? Mislim, s takim nastopom si zagotovo zaslužiš napredovanje. Če bi imela jaz svoj zlati gumb, ja. Ja, ma ga nimaš? Ja, ga imaš pa ti, ne? Ja, ko res si izjemna plesalka, takega nastopa, ne vem, res redko vidiš tak nivo, taka energija, hitrost gibov, res bravo. Hvala. Ja, imaš tudi moj da. Imaš moj da. Igor, ti nisi še mislim, da lahko podelim svoj. Letošnje maturantke in maturanti. Po zaključku vašega srednješolskega izobraževanja so pred vami nove poti, polne vzponov in padcev, predvsem pa novih znanj in spoznanj. Ob vsakem koraku naj si bo počasen in neodločen ali trden in pogumen, bo za vami ostala svet. Naj vsaka odraža vašo srčnost in vero v dosego cilja. Na naši šoli ste nedvomno pustili tak pečat. Korak čisto vsakega izmed vas je oblikoval in utrdil temelje, na katerih bodo gradile nove generacije pilonovcev. Ob tem se vam zahvaljujemo. Še posebej pa bomo izpostavili tiste, ki so bili na posameznih področjih aktivni in uspešni vsaj 4 leta. Športno udejstvovanje prinaša številne prednosti, česar se zaveda vedno več naših dijakinj in dijakov. Za 4-letno sodelovanje na šolskih športnih tekmovanjih izrekamo pohvalo Katjuši Kopačin in Urbanu Krkoču, Niku Gregorčiču, Timonu Hreščaku, Kristjanu Miletiču, Janu Rupniku in Žanu Rupniku ter Blažu Kobalu, Maji Ribič in Tinkari Rijavec. Tako, kot je doživljanje stvarnosti in raznovrstnih dimenzij našega obstoja lastno vsakemu posamezniku, je tudi načinov izražanja neskončno. Nekateri se prepuščajo moči besede, drugi prelivanju raznovrstnih barv, spet tretji čudovitim melodijam. Za številna sodelovanja na ex-temporih ter 4-letno udejstvovanje pri likovnem krožku čestitamo Mali Vidmar Vrabec, Zarji Bizjak in Tjaši Pintar. Zarji Bizjak čestitamo tudi za 4-letno sodelovanje na tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje. Mali Vidmar Vrabec pa se zahvaljujemo za večkratno pomoč na področju scenografije ter sooblikovanje vizualne podobe šole. Niki Pišljar čestitamo za izvedbo šolske samostojne razstave. Za 4-letno sodelovanje pri instrumentalni skupini izrekamo pohvalo Arjani Kate in Larisi Štruker. Čestitke in zahvale pa grejo tudi Nini Kosovel, ki je bila dolgoletni vokal naše šole ter tako obogatila številne prireditve.
Slednje ne bi zaživele brez podpore naslednjih dijakinj in dijakov. Matica Curka, Davida Bajca, Tonija Štrancarja, Mali Vidmar Prabec, Zarje Bizjak, Ane Petrič, Nikoline Janjič in Staše Rezervato. Za sodelovanje pri oblikovanju prispevkov za Latnik in šolskem glasilu Izvir pa se zahvaljujemo Ani Petrič, Mali Vidmar Vrabec, Staši Rezervato in Sabini Vidmar. Izpostavili smo najvidnejše dosežke, s katerimi so v letošnjem šolskem letu dijaki oplemenitili našo šolo. Na uspešnost naše šole pa ne vplivajo zgolj motivirani dijaki, temveč tudi številni strokovni, predani, prihodnost zazrti profesori. Tisti, ki nenehno vrednotijo svoje delo, iščejo možnosti za izboljšave in rastejo skupaj s časom in posamezniki, ki jih obdajajo. Prav ti oblikujejo naš šolski prostor in zagotavljajo srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina lepšo in vedno boljšo prihodnost. Hvala vsem! No, pa smo prišli do konca današnje oddaje Srednja šola Veno Pilon ima talent. Mislim, da smo se lahko prepričali, da je med nami veliko srčnih, ustvarjalnih in vedeželjnih dijakov. Se strinjate z nama, žiranti? Ja, vsekakor, ne? Čeprav moram prav priznati, da me s svojim znanjem zgodovine najbolj prepričal, a ne Gediki, sem pa z veseljem spremljala tudi ostale nastope. Jaz sem se imel odlično, toliko talentov na naši šoli, res nekaj neverjetnega in še svoj zlati gumb sem uporabil, tako da odlično. Hvala, Igor, za zlati gumb. Moja duša še vedno hrepeni po kakšnem literarnem presežku, sicer pa so me vsi nastopi sprostili. Simpatičen se mi je zdel nastop mladega reperja, vsekakor pa me je najbolj navdušila Zoja s svojim izjemnim nastopom. Rad bi se zahvalil vsem nastopajočim, ker so dokazali, da Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina ima talent. Hvala tudi strokovnim žirantom, da ste s svojimi komentarji dopolnili oddajo 70. jubilejne sezone. Verjamem, da talentov na naši šoli ne bo zmanjkalo, saj prihajajo novi, v novi sezoni prihajajo novi, izvirni, ustvarjalni in uspešni pilonovci. Hvala vam in hvala seveda vsem gledalcem, ki ste svojo energijo zares obogatili današnje nastope. Ko zadiši po svobodi, odpri široko oči. Če dobra misel te vodi, zajemi polne dlani. Če najdeš korake, je prav vseeno, kam greš. Lahko letiš med oblake, samo obstati ne smeš. Ko zadiši po svobodi, povej, kar misliš na glas. Če prava misel te vodi, si našel svoj najboljši čas. Lahko odkrivaš svetove, nikoli vsega ne veš. Lahko izzivaš bogove, samo obstati ne smeš. Vsaka rast je posledica nenehnega iskanja novega, boljšega, večjega, svetlejšega. Ni se težko prepustiti času, ki nas vodi naprej, a potrebnega je veliko poguma za izboljšanje in nenehno bogatenje poti, po kateri želimo stopati. Naj se pred nami razgrne novih 70 let in potem še 70 in še več. Pot pa naj bo tlakovana z uspehi srčnih, ustvarjalnih in vedoželjnih pilonovcev. Zaključujemo današnjo prireditev. Še enkrat izrekamo iskrene čestitke vsem dijakinjam in dijakom, ki so kakorkoli doprinesli k uspehu in prepoznavnosti naše šole. Želimo vam prijeten preostanek dneva, letošnjim maturantom pa čim več uspehov na prihajajoči maturi. Srečno! Srečno!
Zimsko jutro hladno gre skozi mene, pojejo ptički pesmi pridušene, ti pa gola tečeš čez valove, brez odziva na poglede vse surove. Gledaš v sonce, svetloba te ne moti, prihaja konec, ti pa tečeš mu nasproti. Ne skrbite, kaj za sabo boš pustila, v trenutku na vse boš pozabila. Nekaj se dogaja, daj mi zmer utri, verem ti, zmislim se še odvoti. Se gledava se, čakam da se zgodi. Če se naju zadaneš v zvezde, vidne sale za naju. Če dihna vzame še zvezde, vidne sale za naju. Sladko se nasmej, s tabo se bo čas za naju. Lahko opaziš, da misli mi bežijo, ko po tvojo srajco se zgubijo. Vedno bliže sva, vedno bliže sva. Nekaj se dogaja, ne mi zmer